Živjo! Današnje minutke o intimi bodo zagotovo zanimive, saj bomo govorili o dveh zelo pomembnih temah, s katerimi se vsi pravzaprav vsak dan ukvarjamo. Prva tema je spolnost in druga tema je internet. Zdaj, kako bomo to dvoje povezali, mogoče nekaj ste že razbrali iz tega današnjega naslova. Zagotovo pa, če ne prej, smo med karanteno vsi spoznali, kaj so prednosti interneta. Ne vem pa, če smo vsi spoznali tudi, kaj so slabe plati tega, da smo ves čas dostopni, da imamo od vse povsod dostop, da imamo dostop praktično do vsega, kar si v sekundi zaželimo. Z mano bo danes govoril strokovnjak, ki je po osnovni izobrazbi socialni delavec, ampak svoje izobraževanje je nadaljeval še pri različnih svetovnih strokovnjakih. In leta 2001 postal prvi Slovenec z nazivom terapevt za zasvojenost s spolnostjo. Jaz sem to poslovenila, upam, da mi ne bo zameril moj sogovornik. Drugače pa govorimo o Petru Topiču. Pozdravljen, Peter. Živijo. Ja, jaz vem, da je Peter napisal pred 6 leti tudi eno čudovito knjigo, tako da te prosim, da jo kar pokažeš, da jo malo predstavimo telim našim gledalcem. Ja, zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi. Gre pa pravzaprav za priročnik za strokovnjake, za tiste, ki so zasvojeni in pa tudi za njihove družinske člane. Tako da, dajte si to knjigo pogledati, kje se jo da kupiti, Peter? Na moji spletni strani verjetno imajo v knjigarnah tudi, tako da, ali pa v knjižnicah jo dobijo. Tako da, evo, danes lahko poslušate tale najin pogovor, vse tiste, ki pa vas bo tematika bolj zanimala, pa si res dajte pogledati, kje je ta knjiga dostopna in vam zelo priporočam branje. Tako, Peter, evo, zdaj pa midva greva na najino prvo vprašanje in sicer zanima me, kaj je intima. In to mi je res tako zanimivo, da boš to ti opisal, ker imaš pač tudi tak naziv in me zanima čisto en tvoj vidik, no. Kaj bi ti dal pod intimo? Zdaj, kar se tiče intime, je ogromno enih definicij, ne. Tako socioloških, psiholoških, ampak v bistvu za kar gre, ne, je beseda intima pravzaprav opisuje odnos med dvema osebama. In tukaj gre za eno globoko izmenjavo tako na različnih ravneh, ne. Zdaj, seveda, sama intima, ko se ta beseda uporablja, ne, pogosto ljudje, ko rečejo, ne, midva sva bila pa intimna, imajo v mislih samo spolnost, ne, ali pa še manj kot spolnost, rečemo samo seks, ne. In se velikokrat zgrešeno uporablja, ne. Zdaj, mogoče taka bolj poslovenjena beseda je bližina, ne, se pogosteje zasledimo, ne, ampak bližina, seveda, mi si bližino pogosto predstavljamo tako, da smo fizično blizu, ne. Ampak mi smo lahko fizično blizu, pa nismo niti najmanj intimni, ne. To sem prej rekel, ko ljudje uporabljajo besedo, ne, midva sva bila intimna in mislijo s tem, da sta imela seksualni odnos, v bistvu pa nista izmenjala prav veliko informacij na kakšni drugi ravni, kot samo recimo na genitalni, ne. Medtem ko pristna bližina, intima zahteva od človeka ogromno enih drugih stvari, predvsem ranljivost. Mi, če želimo biti intimni, moramo biti zelo ranljivi, zelo odprti, zelo dostopni za drugega človeka, ne. Meni je zelo zanimiva, recimo, Američani rečejo, ne, ko je intimacy, ne, angleška beseda, oni rečejo into me you see, kar pomeni, če sem intimen, ne, dovolim, da vidiš vame, ne, in ravno to je pogosto problem tudi pri spolnosti, da ljudje ne dovolimo, da bi nekdo drug nas videl take, kot v resnici smo, ne. Se pravi, če jaz ne verjamem globoko v sebi, da sem kaj veliko vreden, potem ne bom dovolil intime, ne, zato ker je to strašljivo. Mogoče toliko, no, kratko. Ja, super, se bi te kar poslušala, si ful dal enih takih dobrih izhodnih točk. Kaj je sploh intima, no, in sploh ta bližina, se mi zdi to, kar si rekel, lahko sva si fizično blizu, pa ni nujno, da sva intimna. To je en tak velik poudarek, no, ki bi si ga želela, no, ljudem res sporočiti. In drugo, kar je, da si razlikoval med spolnostjo pa med seksom, a ne, oziroma
kaj je res si predstavljam neka spolnost z nekimi čutenji zraven, z res neko intimo, z neko to čustveno bližino, ne pa samo nek spolni akt, ne samo neko penetriranje ali pa samo neka čist, kaj se reče, fizična bližina, brez neke čustvene vpletenosti. Ampak pravzaprav internet nekako ruši tudi tole, se lahko vplete v to našo spolno intimo. Nekako danes smo že tako daleč, da pravzaprav internet ima poseg tudi v to noter. Ja, ravno zaradi tega, kar sem rekel, zdaj, če človek ne verjame, da je kaj veliko vreden, potem se bo ščitil, zato ker ne želi, da to drugi vidijo. Potem je bistveno lažje, se pravi, če jaz želim pristopiti do partnerja, se moram pokazati tako, da v resnici sem in tvegam, če ne drugega, zavrnitev, karkoli že. To pa lahko še dodatno vpliva na mojo slabo samopodobo, če jo imam. In zdaj, kaj naredi, oziroma kaj omogoča internet? Internet omogoča, da pride do neke seksualne zadovoljitve, brez da bi bil jaz kakorkoli ranljiv. Se pravi, nisi mi treba potruditi, ni treba tvegati zavrnitve, ni treba nekdo, ki ima recimo socialno anksioznost, ni treba se izpostaviti, ni treba iti na trg, se pravi, ni treba dvoriti drugim ljudem. Vse te neprijetne stvari, ki pravzaprav pomagajo, da mi spoznamo, kdo je na drugi strani, vse to je tukaj lahko odvzeto in se temu izognemo, z 2 kliki pravzaprav pridemo do neke pornografske strani ali pa recimo spletnih strani, kjer uporabljajo webcam ali pa karkoli. To ni zdaj najbolj pomembno. Gre samo za to, da tisti ljudje, ki so mogoče še itak malo bolj ranljivi v psihičnem smislu, se pogosto poslužujejo potem teh manevrov zato, da pridejo do neke oblike seksualnosti, ki pa seveda izključuje ravno tisto, kar bi njim prinesel v drugi različici, v živo, največji napredek, ker bi najbolj lahko zrastli. Ampak ljudje smo tako narejeni, da pogosto iščemo lažjo pot. Seveda na dolgoročno se to ne obnese, zato ker potem je vedno težje pristopiti k drugemu človeku in se izpostaviti in je vedno lažje oziroma vedno bolj mamljivo posegati po teh internetnih straneh. Druga stvar, ki pa je pa, da ta oblika seksualnosti zelo vpliva na naše možgane. Se pravi, zato ker z živim človekom mi seveda živimo spolno življenje, ampak običajno taka vedenja niso tako intenzivna kot tisto, kar mi lahko vidimo na internetu. In mamljivo je ravno to, da mi iščemo potem vedno bolj intenzivne vsebine. S tem se tudi lahko vedno bolj odmikamo od realnega partnerja, če ga imamo. Zato ker noben partner v živo ne more tekmovati s tistim, kar nekdo lahko vidi na internetu, od retuširanih. Pa ne gre toliko za retuširane stvari, gre za to, da običajno je, da v človeškem odnosu, pa v partnerskih odnosih pride do naveličanosti, do malo padca tega, koliko nam je partner privlačen, pa se potem to s časoma zregulira, pa so druge vrednote pomembne, da se mi spet povežemo. Medtem ko na internetu ne pride do naveličanosti. Mi vedno lahko najdemo nekaj novega in to vedno znova stimulira možgane drugače in potem ljudje lahko mislijo, partner lahko postane v seksualnem smislu popolnoma nezanimiv. Nekateri ljudje, moški lahko celo izgubijo erekcijo ali pa ženske zanimanje za partnerja, ravno zaradi pretiranega ogledovanja teh vsebin in ker ne razumejo, da pravzaprav najpomembnejši spolni organ so možgani. In če jih mi pretirano stimuliramo, ima lahko to pri določenih ljudeh tudi posledice. Ne pri vseh, tudi vsi ne gledajo na tak način, kot sem rekel, so ljudje, ki pač to gledajo in nimajo nobenih težav, vstaj ne takih, ki bi bile vidne na zunaj. Ampak za nekatere ljudi pa to lahko pomeni kar velike težave, v skrajni konsekvenci to lahko privede do zasvojenosti. Ampak ja, to se bo vrnila k tej zasvojenosti. Rada bi samo še to vprašala, rekel si, da je to mislim, da je iskanje spolnosti pravzaprav zdaj
preko interneta ali pa da iščejo neko spolno zadovoljitev, pa me zanima, če je res to tisto, kar iščejo, ali je to bolj neko umirjanje njihove notranje tesnobe, ker si predstavljam, da ne gre tam več sploh za stik, no, ampak da gre bolj sam za umirjanje, no? Zelo odvisno je. Nekateri ljudje iščejo pač, zdaj, če gledamo nazaj v zgodovini, mladi v najstniških letih so vedno raziskovali spolnost. Prvič zato, ker jih to zelo zanima, ne. In v preteklosti je seveda bilo pomanjkanje teh informacij. Zdaj je poplava teh informacij, kar prinese druge težave, ne. In nekateri ljudje iščejo pač samo konkretne informacije, tudi glede tega mogoče, kaj njih vzburja, najdejo nek krog ljudi, ki mislijo isto in ni vse patološko, ne. Se pravi, so pa ljudje, tako kot sem prej omenil, ki zaradi takih ali drugačnih težav iščejo lažjo pot. Jim je pretežko pristopiti k partnerju, ne, ali pa so bili razočarani ali pa karkoli. In seveda tam pa lahko pripelje to do težav. Skratka, niso vsi zdaj, ne pašejo vsi v isti koš. Problem se pojavi ravno tam pri tistih ljudeh, ki to obliko rečemo seksualnosti uporabljajo bolj kot obliko bega, ne, pred nečim, kar je naporno v njihovem življenju, običajno čustveno naporno. Ne. Zdaj lahko je to tesnoba, lahko je depresija, lahko je marsikaj. In je to pa nek umik stran od tega, ne? Ja, lahko je blaženje, ne, drugih stisk, lahko je, ne vem, bom povedal eno zgodbo, ne, tako, ki je mogoče bolj več razumevanja dala, kot če razlagam teorijo. Če si predstavljamo enega mladega fanta, star 8 let in živi v družini nasilnega alkoholika, ki vsake toliko časa vsake toliko časa ne samo, da se napije, ampak tudi je fizično agresiven in recimo pretepe mamo. Ta fant ima precej hude težave na čustveni ravni, ker ne more pravzaprav nič narediti. Mame ne more zaščititi, očeta ne more ustaviti, odmakniti se ne more, ker nima iti kam živeti, starih staršev recimo nima. In potem ugotovi, da ali z masturbiranjem doseže stanje, da lažje zaspi zvečer. Ker ko mi doživimo orgazem, takrat pravzaprav spremenimo stanje zavesti, zelo drugače se počutimo, izloči se kup enih kemikalij v možganih in mi smo takrat malo drugače se počutimo in se lažje sprostimo. Ali pa če vzamemo, da ugotovi, da na pametnem telefonu vidi vsebine, ki so seksualne in ko ti zgleda nekaj časa, lahko ob tem masturbira ali pa ne, ugotovi, da bo lažje spal. In zdaj, če si predstavljamo, da ta fant ne bo mogel oditi iz tega okolja do 18. leta, ne, je to 10 let treniranja določenega vedenja. In če bo to ponavljal ves čas, zato da bo čustvene vsebine razreševal, lahko to postane nek modus operandi v njegovem življenju, ki, kot sem rekel, v skrajni konsekvenci lahko preraste tudi v zasvojenost. Zato, da je malo bolj plastično, kaj se ni treba zdaj, da... Ja, super. Tak en primer, ki se mi zdi res zelo življenjski. In tudi to, kako dejansko lahko to nadomesti en odnos, da ne more ta fant iti nikamor celo, niti nima nekega okolja socialnega, niti starih staršev, nikjer ne dobi neke čustvene pomiritve. In dejansko mora sam najti rešitev, kako sebe pomiriti v tistih najhujših občutkih. In to so dejansko zametki pol te verjetno tudi zasvojenosti. No? Kaj bi pa rekel, da sploh je zasvojenosti spolnosti, oziroma a je kakšna razlika med nasplošno zasvojenosti spolnosti ali pa zasvojenost z internetno spolnostjo? Zdaj, v bistvu vse zasvojenosti so nekako zelo podobne. In sicer ena taka najbolj osnovnih definicij je, da gre za ljudje so zasvojeni, zato ker s tem regulirajo svoja čustvena stanja. Zasvojenost služi temu. Seveda mi lahko to dosežemo z različnimi, ali z vnosom substanc v telo, alkohol, droge, nikotin, karkoli, ali pa z tako imenovanimi vedenjskimi zasvojenostmi, kjer z vedenjem dosežemo isto stanje oziroma iste spremembe ali pa izločanje istih kemikalij v možganih. In mi se takrat drugače počutimo. Se pravi, zasvojeni pravzaprav poskušajo doseči to, da ne čutijo tega, kar čutijo, ali čutijo nekaj drugega, ali pa ne čutijo ničesar. Najbolj preprosta, taka definicija. Se pravi, zdaj, kar se pa tiče razlike same med zasvojenostjo, jaz rečem seksualnostjo in
bi rekel temu zasvojenostjo s pornografijo, ne. Jih je pa kar nekaj in mislim, da mi sicer imamo zdaj par let uradno diagnozo, ne, Compulsive Sexual Behavior Disorder je Svetovna zdravstvena organizacija izdala, ki ni sicer umeščena med zasvojenosti, ampak imamo, se pravi, diagnozo, ki jo lahko uporabimo za tako vedenje. Mislim pa, da bomo v kratkem morali ločiti zasvojenost seksualnosti in zasvojenost pornografijo, zaradi tega, ker ima zelo veliko razlik, ne. In če gledamo nekoga, ki je zasvojen s seksualnostjo, ne, tak človek običajno išče drugo osebo za svoj acting out. Če je nekdo zasvojen z internetnim seksom oziroma s pornografijo, ti ljudje ne iščejo drugih, ne, oseb. Recimo raziskave, ki so stare 10 let, ne, na Japonskem, pa tudi v drugih državah pozneje so potrdili in dobili podobne rezultate. Recimo višji razredi osnovnih šol, nižji razredi srednjih šol, več kot 30% mladostnikov ne zanima več spolno z živo osebo, ampak samo še tisto, kar je na internetu, ne. Groza, res. To je zelo specifičen problem, ne, in internet definitivno, mislim, brez dvoma spreminja našo spolnost. Zdaj, kaj bo to pomenilo v naslednjih 100 letih, bomo pa videli, ne. Se pravi, če gledamo druga taka primerjava nekoga, ki je zasvojen s seksualnostjo, ne, in nekoga, ki je zasvojen samo s pornografijo, ne. Pornografija pomeni povečano tveganje za spolne disfunkcije, ne. Ena od teh disfunkcij je recimo, reče se pornography-induced erectile dysfunction, kar pomeni, da je erektilna disfunkcija se nastop, ne. Tega v preteklosti nismo opažali v tej meri in pogosteje se pojavlja pri mladih fantih, kot smo to videli v preteklosti, ne. Tretji problem, ki ga imamo, je dostopnost, ne. Vseeno je bistveno težje najti nekoga za acting out, ne, v živo, kot pa klikniti 2-krat na pameten telefon, ne. Tisto, kar je še dodatno, ne, recimo, kjer se zasvojenost stopnjuje, ko imaš ti živo osebo, ali pa recimo nekdo, ki je zasvojen, pa niti se ne dobiva z drugimi, recimo stereotipno govorim, da je moški zasvojen in ženska partnerka, ne, se pravi, niti se ne dobiva z drugim ženskam, partnerka prej ali slej ne bo več pristajala na vse tisto, kar si bo on zamislil, ne. Se pravi, zelo težko stopnjuje intenzivnost, medtem ko če mi samo ogledujemo vsebine, nas zelo hitro lahko odnese na kakšna področja, ki so potencialno celo lahko problematična oziroma celo kazniva nekatera, ne. Se pravi, tisto, kar bomo opazili pri ljudeh, ki so zasvojeni s seksualnostjo, v tako imenovanem klasičnem smislu, ne, najdemo pogosto zadaj travme. Se pravi, 70% zasvojenih s seksualnostjo je fizično, se pravi telesno zlorabljenih, 80% je spolno zlorabljenih, tako moških kot žensk, in 90% čustveno zlorabljenih. Ko pa gledamo zasvojenost s pornografijo, pa ugotovimo, da pravzaprav je zelo malo travm, ne, ampak gre v glavnem samo za dostopnost in pretirano stimulacijo možganov, ne. Travme so redke, ne. Gre za to tako imenovano neskončno stimuliranje možganov in s tem mi vedno znova potem tudi posegamo po istih vsebinah. V bistvu eno nezavedanje v ozadju, ne, da sam gledamo v bistvu nek internet, nekaj nam je zanimivo, nekaj nas pritegne in pa nas to čedalje večkrat pritegne v tem smislu. Pritegne nas intenzivnost, ne, in ljudje pogosto, ko so začela ravno z intimnostjo, ljudje tudi pogosto mešajo intimnost in intenzivnost. Mislijo, ne, sploh mladi, ne, mislijo, da če je spolnost, če je seks zelo intenziven, je to ta pravo, ne. Ni nujno, ne. Lahko je zelo intenziven, pa je zelo ne ta pravo, ne. Včasih pa dovolj, da sploh ni intenziven, ampak je zelo intimen, pa je to tisto, kar se išče, ne? Ker da več mogoče neke pomiritve, to zdaj sem se malo zapletla, ne vem, če res da več pomiritve, neodvisno kakšne, ali pa kaj spet komu. Bistveno bolj subtilnih ravneh deluje, ne. Jaz sem eno poglavje v knjigi tudi napisal na temo, ne, razliko med običajno človeško spolnostjo in zasvojenskim seksom, tako da tistim ljudem, ki jih to zanima, res priporočam. Jaz sem tukaj kopiral oziroma opisal Carnsov model, ki je opisan v knjigi Sexual Anorexia, ne, kjer opisuje 12 dimenzij človeške spolnosti, ne.
od čist tega, da pravzaprav mora človek se naučiti biti negujoč do drugih in dovolj, da so drugi negujoči do njega, pa do duhovne dimenzije v spolnosti, ne, ki jo v bistvu zelo malo ljudi doseže. Tako da ne, spolnost je v bistvu zelo enostavna, po drugi strani pa zelo kompleksna. Ne. Ampak zelo pomembno pa je ta vzgib, ki ga imamo od zadja. Je ta spolnost res neka želja po približevanju, ali pa je ta vzgib od zadaj čisto iz nekega drugega naslova. Tako si predstavljam tudi dva zakonca, zdaj, ki ima en večjo potrebo, kakorkoli lahko dava, pa zdaj, da ne bo stereotipno, da je pa ženska tista, ki ima večjo potrebo potem, da po spolnosti pa po nekem zadovoljevanju enih potreb, pa se moški recimo ne želi tokrat odzvati na njo, pa na njene potrebe, in potem začne to nadomeščati nekimi internetnimi vsebinami. Tako si predstavljam in bi marsikdo rekel, pa hvala Bogu, vsaj sem zdaj jaz rešen te skrbi ali pa tega pritiska, ne skrbi, pritiska v tem smislu, da zdaj ne rabim jaz vsakič, pa da lahko ona zdaj malo sama zase poskrbi, ampak po drugi strani pa se tle začne tudi načenjati ta intima, da začne en skrbeti sam za svoje potrebe spet v odnosu. Plus itak to internet, kar si že omenil. Ja, jaz raje uporabljam besedo željo kot potreba, ne, ker mogoče na spolnost gledam drugače kot večina ljudi. Jaz mislim, da ni v resnici potreba, ne, ker ne poznam nikogar, ki bi umrl zaradi tega, ker ni imel spolnosti, ne, je pa kvaliteta življenja bistveno slabša. Zato raje uporabljam besedo željo, pa razumem, zakaj je potreba. Ne. In se delno tudi strinjam s tem. Ampak to, kar naredi več škode kot sama, recimo to, da ljudje, ne vem, masturbirajo ali pa gledajo pornografijo, običajno naredi to, da začnejo to skrivati. Se pravi, skrivnosti v odnosu so tiste, ki naredijo veliko škodo. Če se dva pogovorita o tem, ne, in se oba s tem strinjata, potem verjetno ne bo velike škode. Ne. Je pa ta tema, ne, ki si jo odprla, je najpogostejša težava v partnerskih odnosih, se pravi različna želja potem, kako pogosto si partnerja želita spolnost. To je... Pa kaj je zdaj, se mi zdi tako večno iskanje, katera številka je zdaj tista prava, ne? Kje so še normalna, ali kje so še une želje, ki so okej? Ja, težava je v tem, da najpogosteje sta oba dva normalna. Ne? Ampak vsak tiši v svojo stran, ne, in misli, da tisto njegovo je bolj normalno. Ne. V bistvu gre pa tako kot za večino stvari v partnerskem odnosu, se je treba dogovarjati, pogovarjati, videti, kako se da rešiti. Predvsem je pomemben to, da sta partnerja zelo naklonjena drug drugemu in da ne začneta obsojati, ne, kdo je zdaj. Sej, če bi ti to, bi pa, ne, ali pa to ne bo delovalo. Ne. To vodi samo v še večje težave. Ne. Peter, še nekaj se mi zdi dobro izpostaviti, velikokrat tudi slišimo, da zasvojenost iz spolnosti je pa prijetna, ali pa če bi že mogel zbirati, s čim bi bil zasvojen, bi pa sigurno zbral zasvojenost iz spolnostjo. Kako bi to komentiral? Ja, to kaže na eno veliko nerazumevanje tega, prvič, kaj je zasvojenost, ne, in kaj je zasvojenost seksualnosti. Zato, ker, kot sem prej govorila, pri zasvojenosti ne gre za to, to je približno tako naivno, kot če bi rekla, alkoholiki so toliko žejni, ne, zato toliko pijejo. Ne. Niti ne, ne. Pijejo zato, da se omamijo. Ne. In tukaj pri zasvojenost seksualnostjo ima zelo malo skupnega s spolnostjo. Lahko na začetku. Ampak pozneje pa gre za bolj to, da se jaz ne počutim več kot slabo ali pa se počutim malo manj slabo, užitka je v resnici zelo malo pri zasvojenosti. Ljudje tvegajo od zdravja, neželene nosečnosti, izgube službe, kup nekih težav, ki jih mi nimamo takoj v fokusu. Ko pomislimo na spolnost, ne, saj se je zelo težko odkrito pogovarjati o spolnosti v družbi. Ne? Pa ne govorim zdaj, debate za šankom so druga stvar, ne? Ki nimajo veliko veze z realnostjo, ne? In s tem, kako ljudje doživljamo spolnost, kaj je izziv za nas. Ne? Pa tudi to je ena spirala, ki gre zmeri, ne vem, če je kakšna zasvojenost, kjer bi ostalo zmeri na isti ravni ta zasvojenost, na isti problematiki, ali kaj ne rečem, na isti težavnosti, ampak nekako zasvojenost je zmer taka bolezen, da terja več, da gre zmer globje, da zmer več enih žrtev, enih še drugih posledic v zunanjem okolju.
Progresivna je, ja, kar pomeni, da se razvija toleranca ne pri vseh ljudeh, ampak pri večini. Ne. Toleranca pa pomeni, da isti odmerek ali pa ista količina določenega vedenja ne doseže več enakega učinka. Se pravi, jaz, če sem v preteklosti porabil 1 gram nečesa in je to doseglo učinek, ni nujno, da bo to čez 1 leto še delovalo, mogoče rabim 2-3 grame. Ne. In podobno je pri recimo spolnosti, ne, ali pa pri vseh vedenjskih zasvojenostih. Prav, če sem določeno stanje lahko dosegel s 5 minut ogledovanja določenih vsebin, lahko to v 2 letih prevede do 2 uri ali pa, ne vem, ne bom zdaj s številkami, ker niso pomembne, gre samo za to, da je progresivno in pri večini ljudi se res razvija toleranca in rabijo vedno več. In potem se pojavi težava, da enkrat zmanjka, ne, ni več kam. In ko ni več kam, potem posežejo ljudje po 2 stvareh. Sicer eno so prepovedane stvari, ne, jih odnaša tudi na področja, ki so v nasprotju z njihovimi vrednotami. Ne, ker strah je en zelo močen kemik, ne, ki povzroča, da mi v možganih, oziroma da potem stvari doživljamo bolj intenzivno. Ne. Če nas je strah, so te stvari, ne, zato je tako prepovedan ali pa tvegan seks, ne, je na nek način toliko zanimiv, zato ker vključuje to komponento, ne, tveganja. In pri zasvojencih, ki ne morejo več doseči z enim vedenjem, seveda stopnjujejo najprej, potem lahko stopnjujejo vsebino, ki jo gledajo, in v skrajni konsekvenci nekatere ljudi odnese tudi na področje, ne, ki so pa lahko v navzkrižju z zakonom. In kaj je pol tlele, mislim, abstinenca ali zdravljenje? Kaj je pot ven? Pot ven je prvič drugačen odnos do spolnosti. Najprej morajo ljudje prenehati s tistim, kar je škodljivo, ne z vsem. Ne. Zdaj, eni ljudje imajo zelo negativen odnos do terapevtov, ki delamo na tem področju, zato ker mislijo, da smo neka sodobna oblika, ne vem, represije, ki bo zdaj omejevala ljudem, kako naj se vedejo v spolnosti, kakšne spolne prakse naj imajo, ne. Ampak ne razumejo, da mi tega ne delamo. Ne. Niti cilj se pravi, težko je tudi uporabiti besedo abstinenca, zato ker ljudje v resnici ne živijo brez spolnosti, ampak se odrečejo samo tistemu, kar je škodljivo, kar povzroča težave. Se pravi, podobno je kot pri hrani. Ne? Pri hrani tudi ni abstinence. Ne? Mi vedno jemo, ampak moramo razviti drugačen odnos do hrane. Se pravi, da jemo takrat, ko smo lačni, ne takrat, ko imamo težave na čustveni ravni. In tudi pri spolnosti je podobno. Se pravi, da imamo spolne odnose takrat, ko si želimo spolnosti, ne takrat, ko smo osamljeni, utrujeni, lačni, jezni in poskušamo ta čustva regulirati s seksom. Ne? To na dolge proge seveda ne deluje. Večina ljudi to kdaj naredi v življenju brez neke velike škode, ker niso zasvojeni, pri zasvojencih je pa to drugače. Se pravi, ustaviti škodljivo vedenje in seveda dolgoročno razviti drugačen odnos do spolnosti. Ključ pa je, ne, če bi gledala dolgoročno, kaj je najbolj pomemben, je to, da se človek, ki je zasvojen, varno naveže na neko varno osebo, ne. V nasprotnem primeru bo vedno bežal nekam in iskal neke nadomestke, ne. To pa ni najlažja naloga in običajno traja od 3 do 5 let. Ne. Terapija. Ja, to sem te hotela tudi vprašati, koliko je pomembno, da pride tudi zdaj partner zraven oziroma so zasvojeni, ker dejansko, ne vem, sploh pri alkoholu v našem društvu, ne, imamo veliko takih, ki se pridejo zdraviti od alkohola, od alkoholne zasvojenosti. In je zelo pomembno, da pride zraven tudi partner, da ima neko podporo, da se dejansko tudi to okolje, v katerem je bila toliko časa zasvojenost dovoljena, če lahko rečem, začne spreminjati. Ne, da sam ta, ki je zasvojeni, dela na sebi, potem se pa vrne domov v isto okolje in zdaj naj tam zaživi drugače. Kako je pa? To običajno ne deluje. Zdaj ni nujno, da je partner vedno tudi zasvojen, ne? Včasih ne. Različni koncepti so zdaj, mi smo rekli, od odvisnosti, se pravi zasvojenosti z odnosi, do sodobnejših konceptov, se pravi, angleška beseda je codependency, ne, do novejših konceptov, kot je recimo prodependency, ki bolj bazira, ne, na teoriji navezanosti kot pa na travmi, ne, ker codependency nekako bazira na tem, da ljudje, ki so partnerji zasvojenih, da so ravno tako travmirani in potem razvijajo podobne vzorce, ne, medtem ko prodependency je novejši koncept, ki ga je razvil Rob Weiss,
pa govori o tem, se bolj naslanja na teorijo navezanosti. Ravno zato, da ne patologiziramo ljudi, ki niso zasvojeni, ampak so iz tazga ali drugačnega razloga so se znajdli v odnosu z človekom, ki je zasvojen. Tako da poskušamo zmanjšati sram, to je bistvo teh novejših konceptov. Zdaj moram priznati, da mi je ušlo vprašanje. Če je pomembno, da pride tudi partner. Hvala. Preveč sem se zataknil za pro-dependency. Pomembno je zaradi tega, ker je zelo težko, da se bo samo en človek v odnosu spremenil in bo potem to funkcioniralo. Ker partnerski odnos vseeno vzpostavlja neko homeostazo. In zdaj, če se en človek spremeni, potem ta sistem ne bo več tako deloval, kot je prej. In bo zahteval tudi od drugega partnerja, da se ali spremeni, ali bo pa ta drug partner nezavedno onega prvega poskušal nazaj potegniti v prejšnje stanje, kar ni redkost. Poleg tega ne deluje, da zasvojenega človeka pošljete na servis, in ko bo prišel servisa, ne pride pa nazaj tako, da bo delal tako, kot se spodobi in je stvar rešena. Partnerski odnosi ne funkcionirajo tako. Poleg tega je zelo pomembno, da ima človek, ki je zasvojen, da ima podporo, da ima razumevanje. Ne to, da se mi strinjamo ali pa toleriramo ali pa sprejmemo vse, kar zasvojeni delajo. Ampak na neki točki se izkaže, da največ uspeha pri pomoči zasvojenim vidimo pri tistih ljudeh, ki imajo podporen socialni krog. Če tega nimajo, so stvari precej bolj zahtevne. To ne pomeni, da tega kroga ne morejo razviti, ali pa da ga ne najdejo v skupini, ampak običajno traja dlje. Ljudje, ki se imajo kam vrniti, ljudje, ki imajo neko pozitivno okolje, je to zelo spodbudno. Ni čisto, da ko človek pade na dno, potem nima kaj več zgubiti in potem se bo sam še pobral. Je lažje, če se ima kam pobrati. Ja, nas nekako rešuje, na koncu tudi tale intima, kakor nas lahko... Seveda, je pa izziv ravno tako, ker recimo Američani rečejo zasvojenosti so intimacy disorder. Motnja na področju intimnosti. Zasvojeni ljudje so zelo težko intimni, zato ker jih to straši. Ja, in najdejo pol prav to. Lahko imajo pa neskončne količine seksa, ampak intimnost je pa nekaj drugega. Ja, Peter, res najlepša hvala, da si se odzval na povabilo in bil pripravljen deliti vse te odgovore, ker so res bogati z izkušnjami, z enimi takimi življenjskimi, kaj bi rekla, znanji. Sem se še jaz marsikaj novega naučila, pa nekaj že poznam tole temo, pa knjigo sem prebrala, pa še vsem si mi danes dal spet en kup novih uvidov, tako da prav res iskreno hvala. In upam, da se še kdaj uspeva ujeti, mogoče še v kakšnem podcastu, če ne drugače. In ja, hvala za danes, srečno naprej in se vidva. Adijo. Eva, hvala za povabilo. Adijo. Adijo.